večer, lepo pozdravljeni, MTBC Live, številka 8 v tretji sezoni. Tadej Tekavčič, dame in gospode, je tale mož s čelno svetilko, ko se temu reče, naglavno svetilko, ki je ni prinesel naključno, zato ker bi bili mi kje sred gozda, pa da drugače ne najdeš, ampak zato, ker je to ena od dveh nagrad. Nagradne vprašanje sledijo malce pozneje. V glavnem se vam bo splačalo biti z nami, dve lepi nagradi. Prinaša Tadej je... Živijo. Zdravo. Tadej ali Tedi je igralec večjih slovenskih mountain bike zgodb. Tako da ne vem, katera zgodba je dala nagrade? Zgodba Golo od Strelca, se pravi, danes sem malo razmišljal, kaj bi lahko dali in sem se spomnil na naše sponzorje, na hiter kontaktiral in organizerstvo Zajec pa Orodje Žabek sta takoj pač preskočila in dve top nagradi. Med drugim je Iztok Slapnik se že po fočku, a lahko pol povemo za Istoka? Jaz mislim, da lahko edin, če ful hiter napiše, da ne. Istok, jaz sem nekaj izvedel, pa bom pol povedal, razen če zdaj napišeš ne povedati. Tako da imaš možnost veta. Tedi, Golo od Strelca je najina prva tema, potem bo šla še na tvoje vloge v boju za poti, ali kako ne temu rečemo, v zaveščanju, borbi za traile. Slovenska kolesarska mreža, konzorcij Odprinimo poti.si in na koncu greva še na letošnjo akcijo IMBA Europe, Take Care of Your Trails, ne vikend, ampak mesec letos. Začenjava pa, kot rečeno, z Golovec Trails, kjer si predsednik. Društvo, ja. Koliko časa zdaj ta zgodba traja že? Mislim. Najprej so bili traili, ne? Najprej so bili traili na eni drugi konci Golovca, pol so žabi, ki pač naredili na svojem ogoriču. Tiste glavne, oziroma nek začetek teh trailov, ki jih zdaj vidimo. Pol pa ja, v bistvu na eni delovni akciji, mislim, da je bilo tam 2017 spomlad, ki je šlo že tako daleč, da ogromno ljudi, kaj bomo zdaj, pač mislim, da smo kar naenkrat, nam je kapnili, da ni druge, kakor se pravi društvo, legalizirati poti. Zdaj gremo bolj s tokom, kar pride, vse naredimo. Miža, moramo komu povedati, kaj je to Golo od Strelca? Kaj je to Golo od Strelca, če te kdo vpraša? Jaz mislim, da ne, ampak ja, recimo, se pravi, v osnovi so to gorsko-kolesarske poti na Golovcu v Ljubljani, je pa zadnji se pejo seveda isto imensko društvo, kjer se pa v bistvu trudimo kaj s turizmom, se pravi z nekimi temi delavnicami, tečaji, s trailbuildingi in tako naprej. Pač ne smem pozabiti lansko leto tekma in prva enduro tekma v Ljubljani, tako da smo posodni. Skupnost in izobraževanje, ozaveščanje Ljubljančanov, ki furajo mountain bike, ne? Tako pač zdaj glavni cilj oziroma je to, da lahko domačini pridejo, da imajo urejene poti, zdaj širši, kako se pa neki te trail parki oziroma pač recimo, da je to nek začetek trail parka razvijajo, je pa da se povežeš vse s lokalne storitve, da promoviraš, da lahko tudi tujc pride, da so poti označene, da gre točno ve, kam mora iti, da nekam eno storitev uporabi in se to pač povezuje, tako bom rekel. Konec koncev je to tudi del turistične ponudbe Ljubljane lahko, ne? Seveda, mislim, tudi z njimi smo bili že v kontaktu, da je stvar jim zanimiva, ampak tle gre stvari počas, legalizacija, da vsi to sprejmejo, zakaj se gre. Ampak ja, na dolgi rok jaz mislim, da bi mogla tudi Ljubljana to držati. Veš, kaj meni zanimivo, ne? Daj sprosi Tedi pravim tej. On mi je že napovedal, da bo težil tako. Veš, kaj meni zanimivo vedno, ker se govori odprimo poti, legalizirimo in se potem vedno govori o tem turističnem potencialu slovenskem v mountain bikeu, ne? Ampak pozabljamo, da je isto pomembno, če ne bolj, to za kakovost življenja ljudi, ki živijo tukaj, ne? Da imaš ti, da lahko greš nekam z mountain bikeom. Po možnosti nekje izpred svojega doma, ne? Definitivno, mislim pač, ja,
Seglarsko kolesarstvo ima res milijon dobrih aspektov, ampak ja, že to, da je lokalno prebivalstvo, da si v mestu, končaš šiht, pa greš lahko še vedno 2-3 fure narediti. V bistvu praktično že zdaj, pa smo šele konec februarja oziroma začetek marca. Ja. Pri 2 leti se resno dela na Golovec Trails, koliko je zdaj poti? Se pravi, legalizirane poti imamo 3. Sem jih pa v bistvu včeraj štel, koliko je poti, nekako so bili narejene z rok kolesarjev, no kakorkoli, teh je pa nekje do 8-9 smo prišli, no, ki smo šteli, tako bom rekel. Tako da jih je veliko, da ne govorim še o ogromno drugih poti, ki jih uporabljajo. To govoriš o znotraj Golovec Trails? Ali... To govorim znotraj celega Golovca, se pravi nekje od mesta do Voznice, se pravi Golovec Trails, načeloma imamo tukaj 3 legalne poti, do tukaj smo prišli, no zdaj pa upam, da počasi naprej. Ali 3 plus vzpenjačo? 3 plus vzpenjačo. Pozabimo čas, ker še vedno nismo v osnovi, ne to krati poganjamo na gor, ampak ja, vzpenjača še. Ampak jaz mislim, da je pri gradni poti to en tak naslednji korak, da ne razmišljaš samo o tem, kako dol prijeti, ampak tudi čim bolj uživaš, ko gor prijeti. Konec koncev ti čas hitreje mine, če greš po enemu zanimivemu trailu gor. Definitivno, ampak če tako pomislim, da 2 leti nazaj si ni noben od nas predstavljal, da bomo gradili poti tudi za gora. Sicer ja, pa greš okoli po tujini, vidiš, da so ful zabavne tudi za gor, mislim, ne samo po tujini, recimo tudi pri Dixiju, v Kočevju so super uphilja. Tako da ja, to smo naredili in se je izkazalo za kar dobro stvar. Letos Golovec Trails Enduro, septembra? 22. septembra. Lani ste imeli kar dobro udeležbo, pa še ni bilo čisto optimalno, kaj je bilo vreme, ne? V bistvu moram reči, da smo pričakovali kar veliko ljudi, dosti delali na promociji, je pa skozi nas vremenska napoved malo tako tepla, ampak ja, na koncu kljub neki podeževni napovedi, če se prav spomnim, slabih 130 tekmovalcev, pa ja, neke kategorije, ki smo jih ful dobro napolnili, kar mogoče drugim do zdaj še ni tako uspelo v tej meri, sprav veliko starejših, veliko mladih, veliko žensk in tako naprej. E-bike? E-bike še ne, ampak letos je Slow Enduro odprl letos je Slow Enduro, mi se moramo pa glede tega usesti, ampak meni definitivno bolj zanimiva zadeva za trženje kakorkoli. Ali imate kakšno številko pri Golovec Trails Enduro, koliko bi bil maksimum udeležencev, da bi zaprli mogoče prijave letos, če bi se zgodilo, da je veliko? Imeli smo v glavi takrat neko številko, letos bo pa treba, zdaj lahko v bistvu povem, da se lokacija menja letos in bo treba še enkrat, se pravi, veliko odvisen potem od izračuna, kako pa tekmovalci lahko pridejo čez, da se ne čaka preveč. Se pravi, prireditveni prostor bo drugje, štart? Prireditveni prostor bo drugje, štart, traili, verjetno kakšen se bo ponovil, kakšen ga pa pričakujemo, da bomo tudi toga naredili. To še ne moš povedati, kje bo prireditveni prostor? Ne smem še. Pa ne ostane kaj skrivnost, da ne bodo tudi vsi sem trenirati hoditi. A boste delali tudi kakšno dirko v vzponu? To bi jaz ful rad naredil. Za kontra temu eno dirko navzgor po teh pozabavnem trailu, kot je vzpenjača. Enkrat so bili nočen vzpon, recimo. Ideje je milijon, časa, kadra zmanjka, se mi zdi, ampak ja, mogoče v prihodnosti. Enkrat smo se že omenili, smo se pogovarjali celo o nekim cross-countryju, kombinacija flowa, ja, tako da mogoče v prihodnosti. Ideje je še milijon, se tudi na zadnje dve smo se pogovarjali tisti nočnem trailu. Ja. Ena taka velika prireditev na sezono je skoraj dosti, ne? Ampak zraven imate še Trans-Julius trening dan? Letos je Trans-Julius trening dan prvič. Tukaj glavni namen je, se pravi, nekako, da se gre delati poti, da pridejo neki dosti pomembni deležniki, se pravi, ki vplivajo na to, da so te poti sploh so, in pa kako jih legalizirati. Pa ja, načeloma na koncu seveda tudi trening tekmovalce na poteh in tako naprej. Ja, pa imamo pa še 2 delovni akciji, se pravi jesensko, spomladansko. Spomladansko je v sklopu Take Care of Your Trails Weekend. Nekaj tečaj bomo začeli letos, verjetno sem še kaj pozabil, ampak ja, veliko se dogaja. A je
malo bolj ustrelj nadaljevanje te, kaj je bil, ŠD Life zgodbe, par istih ljudi je, ne? Dejansko nekaj teh ljudi je postalo povezanih, pa to ja, tako da veliko bivših članov nas je, ja, zdaj tudi v... In takrat je bila ta situacija 3 ljubljanski klubi, ki je čisto redno funkcionirala, Rajd kot največji, najbolj podjeten mogoče, Snrf kot neka svoja zgodba in Life, in zdaj so spet 3 zgodbe zgolj odstres, ne? Ja, ampak jaz mislim, jaz vedno rad primerjam pol z drugimi športi, kjer je tudi ogromen klubov, pa pač to ne pomeni nič slabega, oziroma celo boljša, ne pač. Bolj se ta šport promovira, več ljudi ga bo, mislim, ga bo pač bo fural, kakorkoli več tam mlajših bo začeli voziti, tako da sam pozitivno. Je pa stvar na nas, da se vsak tudi mogoče malo v svojo smer. Pa se da bolj ostali se to tudi prepleta, ne? Imate tudi člane z drugih dveh. Ja, veliko je to. Ja. Glede na to, da si predsednik tega društva, ki fura to zgodbo, ki je in za domačine in malo turistična, to lahko rečemo, da izhaja iz tega, da si diplomiral na geografiji na to temo in da pripravljaš tudi magisterij na to temo, ne? Mislim, jaz bi to rekel, da sem sam izkoristil, mislim, naredil prednost koristni, pač ja, geografijo sem študiral, hitro nekako povežeš te stvari, zraven vozaš, vidiš to problematiko in ja, sem izkoristil. Vedno pa malo navezujem na turizem, ker tudi pač največ delam v turizmu. Veš naslov svoje diplomske? Ne, če preberem, zdaj pa ne. Možnosti razvoja gorskega kolesarjenja na območju mestne občine Ljubljana, občine Ig in občine Dobrova Polhogradec. Ja, nekako takrat sem te občine vključil, ker sem videl, da se največ fura tukaj v okolici Ljubljane. Probo nekako skupno sliko povezati, pa pač se pogovarjal z nekimi akterji oziroma neki intervjuji delu, da vidim pač kakšen je sploh interes za nek razvoj pač gorskega kolesarjenja. To najdejo na strani Univerze Ljubljana, ne? Ja. Kogar zanima. Ne vem, kaj ste hoteli zdaj vprašati. V glavnem, a dava prvo nadgradno vprašanje, pa ne vmes kar odgovarja. A ja, veš, kaj sem hotel reči? Vmes padajo komentarji in jih lahko prebereva. Recimo, Matej je rekel free ture v petek, da si pozabil omeniti. Da, spomembna stvar. Ja, poleg vseh naštetih stvari, lanskali smo, bom rekel, poskusno probali s free turami. Se pravi, po konceptu teh free guided tours, turističnih variant, se pravi, gosti imajo fiksno uro, kdaj pridejo, mislim, morajo se seveda prijaviti na turo, mi lahko tudi kolesa brezplačno zagotovimo in potem se je šla iz centra v bistvu tura na Golovec, naredili ene 2 spusta recimo, se vrneš v mesto, obenem vidiš glavne znamenitosti, tako da se pozitivno zadeva. Kljub temu, da nismo oglaševali res nič pretirano, smo imeli, mislim, da 7 različnih držav eno leto, tako da v redu. Ko sta prav, da bolj na glas govora, oziroma da da bolj na glas Mike, ne more dati bolj na glas Majka. Mi da se mora bolj dreti. A to je samo za turiste so te free ture? Ne, mislim, nismo se hoteli omejevati, da bi bili samo turisti, vedno so bili Slovenci tudi dobrodošli, so tudi pršali, tako da, ja. Ni treba, da se mora kdo švercati, pa mora pol angleško govoriti. Dejansko je tako, da pri unih free turah omejujejo na tujce in jaz sem recimo enkrat šel na to in sem se mogel pretvarjati, da sem tujce, tako da, ne, tukaj se ne gremo tega. Draž Tekavčič, poznaš tega? Bežno. Pa še ena legalna je prečna čez celotno Slovenijo, pozabil ime. Slovenska turno-kolesarska pot. Oseba mogoče kaj več o tem pole rekla, ampak ja, se pravi od pot, ki je legalizirala Planinska zveza Slovenije, čez cel Golovec gre med drugim in jo ja, mi tudi nekako uradno uporabljamo kot navezavo na naše poti. A je SKTP mountainbike pot ali gravel fura? Skoraj da kombinacija, ne, pač mislim, jaz jih čisto razumem, mogli so... Drugače ni da tega povezati. Drugače ni da, šanse. Mogoče nekega dne bo pa še bolj mountainbike.
Deva prvo vprašanje za Maxis Plašč High Roller 2, a ne? A da bo to najprej? Dejva. Ja. Ti imaš vprašanje. Tedi ima vprašanje. Sam da EPP še naredim. Ja. Vulkanizerstvo zdaj, ko boste menili gume, po mojem edini vulkanizer, kjer lahko še zraven gorsko-kolesarske gume kupaš, a ne, tako da... Pa jasno drži se principa, da daš več za mountain bike gumo kot za na avto, ne? Definitivno. V glavnem, Ker na avto itak 4 rabiš, ne? če nimate najljubšega vulkanizerja na Lavrico, to je to. Okay. Vprašanje pa si glasi. Za gumo sva rekla... Ti imaš nekje tu listek. Ne vem, ampak Imaš v glavi? te lažjega sva rekla. Ne? Ja? Se pravi, mi smo imeli enduro tekmo, tako kot sem že prej omenil, smo imeli nekih rekordno število udeležencev v nekih kategorijah. Zanima me, če veste, koliko je bilo žensk, se pravi, koliko je bilo žensk, ki so končale tekmo, ženska kategorija na enduro. So končale, nekaj so štartale? Mislim, da je ista številka, se pravi na enduro Golovec Trails lansko leto. Uvrščenih žensk na ja. High Roller 2, za te, ki so obstali v preteklosti, se pravi 27 popol. Pa me tej ne sme sodelovati, čeprav je itak falo. Da je falo, jaz sem še prej preveril. Ne bomo niti gledala zdaj sproti odgovorov, mi da bomo nadaljevala s pogovorom in potem, ko nehava live, bova komentirala ta prvega, ki bo prav odgovoril. Tako da vi kar strelite svoje ugibanja. Gremo naprej in kot aktiven pobar na tem področju in konec koncev diplomant iz ene take podobne teme, si prišel v slovensko kolesarsko mrežo, ki je sicer bolj zgodba trajnostne mobilnosti, urbana zgodba kolesarska, ampak oni so nekje padli v imbo, ne? Ja, ne bi šel pa zakaj pa kako, ampak so postali članic International Mountain Bike Association, ne? V imbe in ja, nekako sem se znajdel kot ta koordinator med, se pravi, Evropsko organizacijo in pač Slovenijo, no, tako da sem pol tudi na te imba samite hodil, mislim takrat v Nemčiji, lansko leto, tle smo imeli tak našega, no, tako da nekako ta povezava. In lanski summit v Kranjski Gori je bil skupna zgodba Slovenske kolesarske mreže in konzorcija Odprimo poti. Skupna zgodba, pač prijaviteljica je bila Slovenska kolesarska mreža, skoraj organizacija sveda skupaj z Odprimo poti. Na koncu zelo uspešen dogodek, za moje pojme. In novost tudi zame, ne, prejle si jim povedal, v ogrevanju pred live-om, da imaš novo vizitko pri konzorciju Odprimo poti. Vizitk sicer ne uporabljam, ampak ja, z letošnjim letom sem nekako prevzel še koordinacijo konzorcija Odprimo poti, kjer je pač Peter Dax-Kobler zdaj super delovno, ampak zdaj ima nekaj, se je odložil nekaj za svoje projekte in mi je predal to zgodbo, tako da se bom potrudil kaj narediti. Kakšne so naloge, cilji konzorcija v bistvu, za letos, kaj konkretnega? Ciljev, mislim, je ogromen. Ok, recimo zdaj gremo za dogodke, seveda delamo na, se pravi, Take Care of Yourselves weekend, zdaj za začetek. Mogoče bi pa samo omenil, da smo začeli tudi pogovore, se pravi, z državo, ne bi našel v podrobnosti, ampak zaenkrat, recimo, da je bil optimističen sestanek, tako da bomo probali. Izzivov je pa veliko, se pravi, legalizacije, financiranje in tako naprej. Ja, nič več o konzorciju zveste na odprimopoti.si-ja, ne? Kar nekaj je zdaj, kakšni novi člani mogoče v konzorciju? Slovenska kolesarska mreža? Slovenska kolesarska mreža je zadnja, ki se je pridružila, se pravi zdaj nekako, mislim, da je 16 članic konzorcija. Planinska zveza? Planinska zveza ni še uradna članica, moram pa reči, da zelo tesno sodelujemo zdaj. Pa turizem, pa drugi pač interesirani. Čisto različno, res najboljš na spletno stranja od nekih turističnih organizacij do združenja žičničarjev in tako naprej. Potem pa gremo kar na Take Care of Your Trails. Vikend bomo še vedno govorili, ker imamo to v glavi, ne? Takrat smo razturili 2017, Slovenci
z največjim deležem glede na število prebivalcev. Ne? Če se- Lani so na Škoti, ne? Če se prav spomnim, je bilo nekaj čez 500 na 17, takrat je bila res močna akcija. Spet, mislim, Slovenci za moje pojme tako radi podiramo rekorde, tako da je bilo že takrat nek ta cel moment. Potem pa je lani spet mogoče malo zaspali, to smo se odločili, da spet bomo probali prevzeti naslov nazaj. No. Tako da ja, dobro, tako kot sem rekel, sodelujemo s komisijo za turno kolesarstvo, kjer imajo tudi svoje načrte, kakšne pa katere poti bi obnavljali letos. Za objavo bom počakal, no, da se še točno uskladi, pa bomo dali potem v javnost v kratkem. No. V glavnem ja, se pa cel mesec dogaja, pa v Sloveniji se načeloma fokusiramo na en datum, to je bo letos 20. april. No, takrat, če pa vaša organizacija nima časa 20. aprila, je pa smo rekli, od 6. aprila do 5. maja lahko kadarkoli se ta stvar organizira. No. Kdaj se pa je en izmed ustanovnih članov poroči, Golos Trails? A ni nič rekel? Je rekel, je objavite, vse bom še jaz kaj izvedel. Ja, Istok na ta dan žal ne bo delal, mislim, bo delal, ampak... Kaj drugega? Kaj drugega dela, no. Istok Slapnik se poroči 20. aprila! Aplavz! Kaj Frank komentira to, če zmaga najna številka? Ok, Domen in Dejan sta očitno isto številko dala. Ti pogledaš pol čas, realno. Ja, bomo na koncu to pokomentirala. Zastavlja še kar drugo vprašanje, drugo nagradno vprašanje za tole super lučko. Ja, zdaj žabiko ne rabim prav preveč dobro predstavljati, se mi zdi, ampak če rabite v glavnem kaj orodja, se oglasite. Med orodjem imajo tudi tole, Med orodjem imajo čepo. pa tole, se pravi, ki je treba kaj narediti, umazane roke, In na koliko blizu to dela? kar huda varianta. Ne vem, to Takole moraš potegniti, ne? potegniti, to imaš Ja. načeloma na glavi. Ja. Ja. Tako da, Vprašanje pa se glasi, za tega boste rabili pa Google, ampak je pa, mislim, da vredno se potruditi. Se pravi, mi se trudimo z legalizacijo na Golovcu, pa včasih je težko razložiti, koliko je to zapleteno. V glavnem zanima me, koliko je lastnikov in pa solastnikov na Golovcu. Se pravi, lastnikov in solastnikov zemljišč na Golovcu. oboje dva podatka, da napišejo. Naj probe. Naj probajo, ne? Če bo kdo napisal oba dva, prav, ima lučko, ne? Drugače pa nazaj v trgovino, ne? Ja, Z njo. vrnemo. Tudi tega podatka ne vem, tudi to ne vem, če bo spremljala, kako gibati pišete, malo bo špegala klere, ne? Dejan Frank prav, Istok Slapnik, a si zihar nisem te imel za toliko naivnega. Boljš Dejan, da te Meri ne dobi v roke za tole izjavo. Na Modžutu jih je 8 lastnikov. Kaj pa na celem Golovcu? Pa cel Golovc. Preveč. Odličen odgovor, samo rabimo bolj natančnega. Veliko preveč jih je. Solastnikov je skoraj 3x toliko kot lastnikov. Opa! Mislim, da je to prav, zdaj pa če bi prvi. Kaj zdaj v listek? Ne, se je prav, se spomnim. Da je. Je, ne? Potrdiva potem. Marko Šever je nekaj ustrelil. Ja? Mislim, da je Potrdiva, če si bil to prvi. Mislim, da si bil. Tako da hiter na Google. Bravo. Se pravi za Take Care of približno 450 nikov, ne? Za Take Care of Your Trails Weekend čakamo uradno informacijo, V glavnem, ki jo boste prebrali tudi na mtb.si, Ko tako da bomo bom prepričani. rekel zaenkrat, se pravi, delajte na tem, da letos vsi primemo orodje v roke. Mislim, kdaj, kako pa bo se navodila sledijo. Plus Imba Europe pripravlja še posebno stran, ki smo že mislili, da jo bomo videli, pa je še nismo. Take Care of Your Trails Weekend.k, ne? Ali pa podstran na Imba Europe. Bo dosti javno, ko bo. Kaj se ti zdi, koliko smo Slovenci že poštekali, da se traili ne naredijo sami? Jaz sem, ne vem, bral sem enkrat od ameriške Imbe, koliko ljudi je aktivnih,
mislim, da je bilo to nekako nekih 15, mogoče 20% aktivnih kolesarjev, da se udeležuje akcij. Kaj bi ti rekel, da je pri nas? Ampak moraš vedeti, da IMBA USA dela 30 let, ne? Ja, oni so bili prvi. Ne, nimam podatka, ampak od oka bi rekel, no. Moram pa reči, da se nam dostikrat sploh na Golovcu zgodi, da tudi če ne pridejo pomagati, pač probajo, mislim, kdaj rečejo, da lahko na kakšen drug način pa to je, ampak še vedno bi rekel, dostikrat premalo, mislim, glede na maso, ki se obrne na trailih. Zato pa, ja, načeloma tudi delamo te dogodke, ful promoviramo, se pravi in Transilius in ta Take Care, tako da pridete čim večjem številu. Se bomo že navadili naenkrat. Mislim, mogoče pa kmalu dobimo ful financiranje, pa ne bo treba na roke delati. Vedno bo treba na roke delati. Pa bojo novi traili, No, ja. pa... Bo lažje. Ja, mislim... Dajte kdaj kopati, no. Jaz bi rekel, da... Koliko bi rekel, da se spodob? Na vsakih 14 dni, da en dan oddelaš. 14 dni furanja. Mi smo veseli, da na te 2-3 dogodke pride čim več ljudi, to nam veliko pomeni. Tako da, mislim, zdaj smo bili vedno ful zadovoljni z udeležbo, no, ampak če bo še tako naprej. Pravi, če vsak fura izven makadama, pa cen zrihtane traile gre enkrat na let neki prijet. Sam takrat, Bi že kar zmagal, kar ne? delamo, tako da ja, Ja. če pride takrat je dobro. Ja. Mislim, da velja to za po celi Sloveniji, recimo, kjer so Definitivno, ja, akcije. mislim, da nismo pa edini na Golovcu, a ne, se lokacije je veliko, tako da upam, da grejo tudi drugam pomagati. No, tako. Koliko je bilo nazadnje delovnih skupin, koliko je bilo lani delovnih skupin v Sloveniji na Take Care of Your Trails? Z glave. Že si me dobil, ampak po moje je tam okoli 20, ampak čisto zdaj sem z glave rekel, sem Ja. spomnil točno. Bi mogel preveriti. Ampak je kar Je- nekaj takih je- centrov v Sloveniji, kjer se Samo dela, ne? Tako, lokacijsko smo bili, mislim, da razporejeni skoraj da po celi državi za 2 leti, tako da ni problema najti koga, kam bi šel pomagati. So pa tudi sive lise, ne? Verjetno kje, da se... Malo se je treba nekje zapeljati. Ja. Ja. Ker fura se po celi Sloveniji. Fure se po celi Sloveniji, zdaj pa problem je, a ne, da nekje ni teh lokalnih skupin dosti močnih oziroma interesiranih. Po moje se bo s časom spremenilo. A je cilj mogoče tudi konzorcija, tako kot dela IMBA ameriška, da imajo te trail crewje, ki hodijo profiji, ne, od IMBE okrog in ozaveščajo in gradijo z ljudmi in ustanavljajo v bistvu skupine, ne? Recimo, da bi bil to vrhunski plan za prihodnost. Ja, nismo o tem poprejc še govorili, ampak ja, na ta, mislim, To je na slovenski način. No. To je kar osnova IMBE Ja, ameriške, ja. ne? Je pa, imamo pa zdaj tako, v velikih koncih res nekaj izkušenj trailbuilderja, ki vejo, kaj delajo, tako da če se njih posluša, je že to veliko. Super. Hvala ti, še padajo neki komentarji. Dejan Frank ima že letno normo. Frank, ti imaš verjetno do smrti normo narejeno. Trail, ki ni narejen na roke, ni trail. Ja, kaj pa vem, ne? Na peci vsi radi vozijo. Ne. Mogoče, a je mislil, da z mašino narejeni traili niso traili, ali da pohodniški traili niso traili, ne? Pohodniški traili so eni super, ne? Ne, se meni ne narobe razumete, jaz sem Ja. tudi veliko bolj užival na naravnih trailih, ampak je pa oboje treba. Ne. Veš kaj je meni najboljš? Da je na roke narejen trail, tako kot je naraven. To je to. Oziroma, da star pohodniški trail večkrat pošepaš. Najboljši trail v Sloveniji? Tam, ko vidiš, kjer je najboljši trail v Sloveniji? To je. Moj. Sem pa dubov. Ej. No, zadnje čase jodlam na besniških borovničkah ali Šumbaland 2. To je nekako ta skoraj ista scena od Golovc Trails, če greš naprej, pa gor, pa dol, pa priješ do tja. Nisem še probal. To je naša domača klele. A greva zdajle? Samo imaš ključko, le. Sem res. Sem novo prodajal. Tam vzamejo mojega single speeda, pa še enega. 2 jeklena, brez metenja. Super, no dig, no ride.
Hvala lepa, da ste bili z nama. Naslednji teden imamo pa eno damo, ki mislim, da je bila med gledalkami nocoj. Tako da pojdite gledat hitro, kje so bile gledalke. Naslednji teden dama, mislim, da je karkoli v bistven času. Midva pa greva v Pirčku še čez odgovore, pa potrdiva dobitnike. A ja, slikca. Takole. Denarno se kriv logotipa. Hvala. Andrej že v penziji pa fura Sanše Grevelj. Ne, no. Ampak od Grevlo je pa vipal Eli. Top. Dejan, hvala. Ajde, čau. Čau. Vidiš?